Današnja okrogla miza ob 20-letnici konjunkturnih gibanj, ki jih izdaja SKEP GZS, je bila namenjena najprej svečani zahvali vsem sodelavcem, ki so v teh 20 letih kreirali, usmerjali pripravo te strokovne publikacije, ki je danes edina te vrste na trgu. Okrogla miza sama je poskušala odgovoriti na nekaj konkretnih vprašanj, primerjave recesije pred 20 leti, na kakšen način je slovensko gospodarstvo ukrepalo takrat in seveda odgovoriti zlasti na vprašanje, kako v sedanjem stanju, ko se Slovenija zopet pojavlja v recesiji, kako iskati ukrepe za slovensko gospodarstvo v celoti vnaprej. Torej, kratkoročno vidimo, da bojo razmere ostale zaostrene. Gospodarska aktivnost se bo po lanskem znižanju letos še znižala za 0,9%. Da bomo lahko dosegli za gospodarstvo boljše razmere za poslovanje, pa bo nujno predvsem na kratek rok se osredotočiti na 3 področja. To je na izboljšanje razmer v bančnem sektorju, nadalje treba bo zagotoviti ukrepe za javno finančno konsolidacijo, na srednji rok pa bo nujno sprejeti tudi ukrepe, ki bi pospešili nastanek novih delovnih mest in razvoj gospodarstva. Kriza pred 20 leti je izvala podjetja, da so se fokusirala z obstoječo proizvodo, z novimi produkti na bližnjih in daljnih izvoznih trgih. Takrat so se lahko naslonila na slovenska podjetja, ki so že imela spleteno tržno mrežo. Takrat se je veliko ukrepalo v smeri upokojevanja viškov zaposlenih. Takrat je država sprejela zakon o moratoriju stečajev in še vrsto drugih ukrepov, s katerimi je dala ustrezno podporo gospodarstvu za to, da je imelo moč leto za letom v prihodnje pospešiti svojo rast. Danes je situacija po makroekonomskih kazalcih podobna, pa vendarle bistveno drugačna. Konkuriramo v globalnem merilu, z zaostanki v prestrukturiranju, v tehnološkem razvoju je bitka za konkurenčnost bistveno težja. In zato je odgovor seveda jasen, da vlagati v razvoj danes pomeni biti na globalnem trgu jutri. Pa vendarle na način, da bomo ohranili slovensko industrijo, da bomo ohranjali delovna mesta, ne samo visokotehnološka, z visokim znanjem, ampak tudi tista, ki bodo zaposlovala manj kvalificirano delovno silo. Za slovensko gospodarstvo nasplošno vidim perspektive v ustvarjanju večje dodane vrednosti, to pa z drugimi besedami pomeni v prizadevanju za doseganje čim višjih stopenj razvoja nekega produkta, za kreiranje lastnih blagovnih znamk in za ustvarjanje produktov, ki so končni na nekem trgu. Končni proizvod je ključen za doseganje visoke dodane vrednosti produkta na splošno. Z končnim produktom dosežemo, da je v naš proizvod vgrajeno veliko ponovadi lastnega dizajna, hkrati pa nam daje možnost, da po dobaviteljski verigi pritisnemo na poddobavitelje in ta kos pogače, ki ostane, ohranimo zase. V naši lesni branži smo trdno prepričani, da je naša bodočnost v naročniški proizvodnji. Naročniška proizvodnja pomeni v bistvu proizvodnja za znanega kupca. Določeni segmenti lesne branže so že v celoti usmerjeni na to področje in tudi tukaj so bistveno boljši rezultati. Govorim predvsem o stavbnem pohištvu, torej oknih in vratih, in govorimo o montažnih hišah. Torej smatram, da v bodoče se bodo morali tudi ostali segmenti lesne industrije preusmeriti v naročniško proizvodnjo, ki edina omogoča ustrezno konkurenčnost v Sloveniji, omogoča tudi pokritje vseh stroškov, ki so v delovno intenzivnih dejavnostih izjemno visoki. In prepričan sem, da bomo v nekaj letih pokazali tudi dodatne, bistvene korake v tej smeri. Vi imate tudi dobre izkušnje z uveljavljanjem lastne blagovne znamke?
Res je, torej mi smo bili, sem prepričan, eden prvih, ki smo mednarodno registrirali blagovno znamko in tudi mednarodno ovrednotili. Moram reči, da smo imeli izjemne težave torej, na področju davčne zakonodaje v Sloveniji, ker pač niso bili navajeni na to tematiko, vendar smo uspeli. Lahko rečem, da blagovno znamko imeti v naši branži, torej pri oknih in vhodnih vratih, pomeni najmanj 10 do 20% više cene na trgu in prepričan sem, da z razvojem te blagovne znamke bomo tudi v bodoče uspešni. Lahko še nekaj poveste o projektu Hiša 2020? Torej, projekt Hiša 2020 je bil na relativno operativni ravni pričet pred 2 letoma. Nažalost, za nekaj majhnih točk smo izpadli na razpisu Ministrstva za znanost in tehnologijo. Osnova ali pa osnovna poanta tega projekta pa je, da bi na enem mestu ali pa na enem izdelku združili kompletno vso lesno industrijo kot nek referenčen projekt, kot objekt, ne. Torej, poleg hiš tudi vse pohištvo, vse stavbno pohištvo in vse ostale segmenti, ki pa spadajo tukaj noter, ne. No, mi bomo s tem projektom nadaljevali in računam, da bo to lahko v nekaj letih nek referenčni projekt, ki bo tudi uveljavljal ne samo blagovno znamko posameznih proizvajalcev, ampak tudi blagovno znamko Slovenije kot tržišča ali pa kot nekega področja, kjer je lesna industrija zelo inovativna, ker izdeluje kvalitetne izdelke in ker ima svoje ime. No, kot sem omenil, mislim, da možnosti za razvoj avtomobilske branže oziroma podjetij iz avtomobilskega sektorja v Sloveniji so velike, predvsem zaradi uvajanja novih zelenih tehnologij v transport in odpiranja posledično novih delovnih mest v zelenem transportu. Zanimiv je podatek, da do leta 2020 naj bi se v zelenih tehnologijah transporta odprlo preko 140.000 novih delovnih mest, medtem ko bi se v konvencionalnih tehnologijah transporta zaprlo 40.000 delovnih mest. Vsekakor se pravi nova tehnologija in posledično nova delovna mesta dajejo možnost razvoju in rasti avtomobilskega sektorja v slovenskem prostoru. Omizje je jasno pokazalo na to, da je izhod za Slovenijo intenziviranje internacionalizacije na izvozu in uvozu. Da je recept v temu, da bomo v izvozne produkte, izvozne storitve in tudi tiste, ki jih plasiramo doma, vgradili več domačega znanja, več inovativnosti, več usmerjenosti v zelene produkte in storitve, ker je to trend, v katerem prepoznava priložnosti za nova delovna mesta tudi Evropska unija. In ne nazadnje velika sredstva, ki jih Evropska unija v tej smeri pripravlja, v smeri finančne perspektive 2014-2020, je priložnost za Slovenijo, ki jo je potrebno izkoristiti.